Pred 25 leti sta Dani in Vilma Siter sledila gospodovemu klicu. Odzvala sta se na stisko ob razpadu zakonov in družin prijateljev. Z zaupanjem v božjo previdnost sta zbirala ljudi, ozdravljala bolne odnose in oznanjala besedo odrešenja. Vsak zakon potrebuje neko pomoč. Pomoč pri tem, da sploh obstoji, da ostane, da gre naprej, da gradi naprej svoj odnos, to je res težko delo. In nama je najprej bilo jasno, da če dobiš pomoč od zgoraj, se pravi od tistega, ki ti je vedno pripravljen dajati pomoč, ki je vedno na razpolago, ki te vedno razume in ki vedno je ob tebi, da se potem gradi na tej osnovi, na osnovi odnosa človek-Bog. In potem to vnašava tudi v najin odnos in v odnose v družino. Midva sva vedela, da morava midva graditi najin odnos, da morava midva si prizadevati za to, da bova drug do drugega spoštljiva, ljubezniva, naklonjena drug drugemu. Čeprav so bili padci, so bile borbe, se brusiva, se piliva, ampak vse to je zgled in skozi ta življenjski zgled seveda se gradi vse ostalo, kar pač se dogaja v družini in življenju. V nobeni družini pa ni nobene idealizirane slike, tudi pri nas ne. V Leskovcu pri Krškem sta ustanovila društvo Družina in življenje, ki je kasneje postalo vseslovensko gibanje. 14 tečajev za osebno rast in poglobitev vere se udeleži več kot 1500 ljudi na leto. Izdajajo svojo revijo, imajo podcast Odnosi so zakon in novo mobilno aplikacijo Najin Ep. Povezani so v 300 zakonskih skupinah. Tukaj na Brezju smo o praznovanju 25-letnice društva Družina in življenje lahko doživeli slavljenje hvaležnosti in iskrenosti za prehojeno skupno pot v povezanosti in graditvi odnosov. Zakonski pari, člani Diža, so njihove preizkušnje podelili tudi z nami. Po tistih prvih letih najnega zakona, sva imela že 2 otroka, sva nekako čutila, da nama sicer stvari na papirju štimajo. Pa se počasi začele te klasične zakonske težave. Najprej spane noči ob otrocih, iskanje v službi. Jaz sem potem po drugem otroku padla v to poporodno depresijo. Nekako sva se začela počasi oddaljevati, utujevati, praznina je bila vedno večja med nama. Kljub njihovim pomislekom, češ da je njun zakon dober, sta obiskala Dižev temeljni seminar. Ampak sem tam dobil takoj ta pristen, iskren odgovor, ko je nek moški tako v pričevanju, ded ste prav povedal, mene je tudi žena vlekla pred toliko in toliko leti, in sem se zelo našel v tem tudi sam, zato me tudi vse te pričevanja so me zelo prepričala in sem videl, da kot moški bom mogel tudi narediti kak korak proti ženi, ker drugače pač ne bo več mogla z mano živeti. Potem so se še več teh seminarjev udeležila, predvsem najbolj je mene se osebno dotaknuta, ko pridejo preizkušnje, ljudje, ki imajo res težke preizkušnje v življenju in potem se tudi od tam naprej začela moja osebna vera graditi. Najbolj se mi je to pokazalo, ko sem se udeležil teh moških pohodov, ko gremo moški tako od 30 do 45 km hoditi v enem dnevu, dobro zašvicamo, kak rožni venec zmolimo, kako osebno debato predebatiramo. No in mi je Aleš Čerin, vodja tega pohoda, enkrat vmes tako v debati rekel, jaz sem mu rekel, jaz to ne čutim, da bi jaz to delal. Je pa on rekel, kaj imaš začutiti? Ko po moško naredi, to je disciplina, vsako jutro preberi nekaj in to deli. In opazuj, kaj se bo pa dogajalo s tvojim življenjem. Čistko preprosto. Dejansko me je brcnil v rite. Najina pot, bom rekla, nazaj k veri. Po zaključku birme, torej po sakramentu, se nekako obema nama zdelo, da je čas, ki gremo svojo pot, pa da se malo oddaljimo od Gospoda, da malo raziščemo še kaj drugega. Mene je nazaj Bogu mogla pripeljati ena težka preizkušnja, da se je moja prva nosečnost zaključila z spontanim splavom. Takrat mi ljudje niso zmogli dati ene utehe, ene tolažbe, ene tiste tople besede, ki bi si jo v tistem trenutku želela. In na povabilo sorodnice sem se odzvala, da grem ponovno k maši. Z enim velikim strahom pred ljudmi, kaj si bojo mislili, sem vseeno stopila in takrat sem res doživela en globok dotik Gospoda. Leta 2013 smo ostala oba brez službe v istem
časovnem obdobju, brez nekih prihodkov, nekih prilivov. Takrat sem jaz dobil eno ponudbo v Avstriji, zelo dobro, odlično plačano službo, in na večer, preden bi jaz naj to službo nastopil, sem jaz dobil eno božjo besedo, ki mi je nekako, bom rekel, potrkala na srce. Zdelo se mi je to, da bom preveč odsoten, otroci so bili manjši in mislim, da je to bil en božji klic, da je bila družina na prvem mestu in zaradi tega sem jaz tudi to službo zavrnil. Naučili so nas drugačnosti, naučili so nas tega, da je dobro biti pristen, pa da je dobro, da si v skupnosti, pa da je dobro, da imaš ob sebi ljudi, ki te ne obsojajo, ki te sprejemajo takšne, kot si. Tudi živiš lahko, bom rekel, svojo svobodo. Ustanovitelja Diža, ki sta se upokojila, sta dragoceno dediščino in vodenje Diža predala sinu Benjaminu. Meni je najbolj dragoceno to, da imamo toliko ljudi, ki so pripravljeni dajati naprej, da je tukaj preko 250 voditeljskih parov, ki nesebično, prostovoljno vodijo zakonske skupine, tudi kadar se jim zvečer ne da iti na pot, se odpravijo, pa pol rečejo, sva več dobila kot dala. To so tisti trenutki, ki je ves trud poplačan. Gibanje Družina in življenje je cerkvi prineslo velik dar. Ste pričevalci in nosilci upanja. Naj vas vodi Sveti Duh, je v pridigi ob zahvalni maši na praznovanju poudaril celjski škof monsignor dr. Maksimilijan Matjaž pred baziliko Brezjanske Marije Pomagaj. Res smo hvaležni za ta velik dar, ki ga pravzaprav to gibanje je dalo cerkvi. Vse se v resnici ukvarjajo in se posvečajo tistemu, kar je ne samo temelj cerkve, temelj vere, tudi temelj družbe. Graditi medsebojne odnose tam v srčiki, v korenu, medsebojne odnose med možem in ženo, pomagati, da bi ti konflikti sveta, pa hkrati tudi ta navdih, ki ga človek prijema od Boga, da bi postali nekaj realnega, nekaj konkretnega. To se dogaja pravzaprav prav v družinah in zato ni lahko živeti ta nov način življenja, ki ga krščanstvo oznanja v današnjem svetu. Lahko rečem, da si želiva, recimo, da bi se ta duh prenašal še naprej iz generacije v generacijo, da bi se še naprej nam pridruževali tisti, ki želijo, da se njihovi odnosi požlahtnijo, poboljšajo, da se njihovi odnosi okrepijo. Slavnostni akademiji je sledilo družabno srečanje velike Diževe družine.